V današnjem evangeliju Jezus postavi telesna dela usmiljenja za merilo vesoljne sodbe. Ko so me zaprosili, da pripravim razmišljanje ob tem evangeliju, mi je najprej prišlo na misel, kako da ne zaprosijo kakšnega misionarja. Celo življenje posvetijo temu, da nas čujejo lačne, skrbijo za uboge in najbolj odrinjene. Ko je bil tu pri nas na obisku naš misionar Pedro Opeka, je podal toliko čudovitih pričevanj o svojem delu. Prosil je za pomoč, da bo lahko nahranil svoje malgaše. Prav je, da mu pomagamo, pa vendar, je to dovolj? Je to vse, kar Jezus pričakuje od mene? To, da tu pa tam dam kdaj kakšen dar v dober namen, me ne sme zaslepiti, da bi pozabila na svoje bližnje, s katerimi živim, na njihovo lakoto, na te, ki jih srečujem vsak dan. Pa dostikrat ne gre za lakoto po hrani, pač pa za lakoto po topli, spodbudni besedi, po podpori, pohvali, tolažbi. In to je velikokrat težje, kot podati za nekaj kilogramov riža. Sem mama 8 otrokom in še najlažje je za njih skuhati kosilo, da niso lačni. Veliko težje pa je videti stisko, potolažiti, prenašati tečnarjenje, kadar tega ne znajo izraziti na drugačen način. Videti tisto stisko, ki bi jo najraje skrili sami vase. Včasih me kdo vpraša, kako to zmorem, ker se jim pač 8 zdi veliko število. Takrat se spomnim na zame bogat duhoven trenutek, dogodek. Skupaj z otroki in našim družinskim prijateljem, duhovnikom, smo bili v prečudoviti naravi. Naš najmlajši polletnik je postal lačen, cmerav in utrujen. Vzela sem ga v naročje, ga podojila, mali pa se je umiril, najedel in zaspal. Ta duhovnik pa mi je takrat dejal: vidiš, tako nas tudi naš nebeški Oče vabi in jemlje v svoje naročje. Daje se nam v hrano in želi, da se pri njem nasitimo, umirimo, potolažimo. Da, lahko ljubim, ker sem ljubljena. In ker je on moj kruh, sem tudi jaz lahko kruh za druge. In tudi ti.